nedeljo 11. novembra 2012 bodo potekale volitve za predsednika države. Kandidaturo so vložili nekdanji predsednik vlade Borut Pahor, evropski poslanec dr. Milan Zver in sedanji predsednik republike dr. Danilo Türk. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, ki združuje 22 organizacij in zastopa interese več kot 100 tisoč invalidov, je predsedniške kandidate pozval, naj pojasnijo, kako se bodo v funkciji predsednika države zavzemali za izvajanje invalidske politike. Razprave, ki je potekala 18. oktobra v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani, so se poleg predsedniških kandidatov dr. Türka in dr. Zvera udeležili predstavniki vseh večjih invalidskih organizacij, tudi Zveze društev gluhih in naglušnih. Pahor se zaradi drugih obveznosti razprave ni udeležil. Kandidata sta uvodoma pojasnila, kako vidita identiteto invalidov v družbi. Spomnim se njegovih prizadevanj, ko smo še dva kolega v državnem svetu, ko smo poskušali dopolniti 14. člen Ustave Republike Slovenije in smo dodali invalidnost, torej človekove pravice, so deležni vsem ljudem, ne glede na raso in tako naprej, in na koncu je bila upeljana tudi še ta invalidnost. To se mi zdi izjemnega pomena, tako da so vaše pravice povzdignjene na ustavno normo, kar je zelo dobro in ne vem, kako je to rešeno v drugih državah, zagotovo pa je to najvišja stopnja zaščite vaših posebnih pravic. Mi verjetno posebej potrebno poudariti, da se tudi jaz zavzemam za etično obravnavo invalidov, za pozitivno diskriminacijo. In jaz mislim, da tak pozitivni odnos do politike invalidskega varstva imajo tudi državni organi ves čas. So verjetno kakšne nianse, nekoč, če je gospodarska rast velika, je potem veliko lažje recimo deliti denar. Jaz si srčno želim in pa delim upanje z vami, da ne bo treba imati na teh področjih. Lažje, bolj upravičljivo bi bilo, da vzameš zdravim ljudem, ki si lahko morda na drug način pomagajo pri preživetju te morda stokrat prosim naprej do Türka. Dobro, če družba zagotavlja visoke standarde invalidskega varstva in danes se stopnja humanosti družbe pozna ali pa ravno potem, ali zagotavlja visoke standarde in nadstandarde ali ne. Če je tako, je potem seveda tudi z samo podobo pa z istovetnosti invalidov dobro. Kolikor ne, je pa seveda slabo in lahko rečem tudi širše, ne samo za Slovenijo, tudi v evropskem merilu je za invalidsko varstvo veliko bolje poskrbljeno kot v drugih regijah po svetu. Stopnja družbene solidarnosti, tako imenovani socialni model, ki seveda vključuje tudi invalidsko varstvo v Evropski uniji, ohranja in se bo tudi ohranil in se ohranja tudi v času krize. Evropska unija bo išla iz te krize močnejša, tako da z tega vidika jaz ne vidim črnih oblakov za prihodnost invalidske politike v Evropski uniji, niti ne v Sloveniji. Takega, da mi dovolite, če bom slučajno koga upozoril, da ne bomo imeli v vsi enake pogoje. Povečati je treba dostopnost za tiste invalide, ki imajo omejitve gibanja, zato da lažje pridejo do vseh prostorov, do vseh točk, ki so javnosti odprte. Dostopnost za tiste, ki imajo težave z vidom, da imajo dostop do tekstov, ki obstajajo. In dostopnost za vse druge oblike omejitev, ki jih prinaša invalidnost. Seveda, nadaljeval bi tam, kjer sem prizadevanje za spoštljiv odnos do identitete invalidov, za pomoč, za dejansko enakopravnost nujno, da imamo veliko teh nalog, ki so še pred nami in da je seveda tudi vloga predsednika republike v tem kontekstu
pomembna, ker je predsednik republike svojo prisotnost, svojo podporo, svojimi tudi konkretnimi dejanji lahko pomaga. In seveda, če odgovori, da ne bomo prosi, ja? Druga tema je, kako vidite vlogo invalidskih organizacij v Sloveniji? In jasno, da so invalidske organizacije svojo zelo dobro organiziranostjo tu izjemno pomemben sogovornik. Invalidske organizacije so partner na mnoge načine. Rekel bi, da dam še en primer iz svoje prakse. Da sem hvaležen Zvezi gluhih in naglušnih Slovenije, ker mi je omogočala, da sem večkrat prišel v njihov studio, kjer smo snemali video nagovore, ki sem jih imel v raznih priložnostih, za potrebe invalidskih organizacij, pa tudi za druge potrebe. Tisto, kar hočem poudariti, je, da mora to sodelovanje biti dvosmerna pot in da imamo na obeh straneh možnosti, da drug od drugega nekaj pridobimo. Mislim, da moramo tu spet to idejo dejansko kar zadeva FIHA, sredstev sem že prej povedal. Jaz sem se vse skozi zavzemal in sem tudi v prihodnje, da FIHA ostane, da so proporci delitev sredstev, kakršni so dogovorjeni, še naprej. In ta ideja o tem, da bi fundacijo ukinjali oziroma kakorkoli prenašali njena sredstva v proračun, ne bo deležna moje podpore oziroma jih bom aktivno nasprotoval. Mislim, da bi na ta način. In bil bi zato, da če se že razmišlja o spremembah, da grejo te spremembe v smeri obdavčenja iger na srečo, ki potekajo po internetu, oziroma da se to področje uredi na tak način, da bi dosegli dodatni priliv sredstev. Tako da tu se mi zdi edino področje, ki je primerno za spremembe, v ostalem bi pa ta sistem, ki dobro funkcionira, ohranil. In seveda, vse kontakte. Moče pozdravi smo mi, planirali smo približno 5 minut na vsakega, tako da mi dovolite, če bom slučajno. Fino je, da tudi kot organizacije, da ste vključeni tudi v recimo zakonodajne postopke, kar zagotovo ste, ne? In da se dejansko sliši tudi vaš glas. Tako da je ta odnos, potem država, pa Zveza invalidskih organizacij ključnega pomena tudi za status in za status invalidov. Tisto, kar bi si seveda vsi želeli, da bi postal v perspektivi FIHO še močnejši financer, ne? To bi se verjetno dalo nekako urediti, ne? Tudi na ta način, ne samo za prerazporeditvijo deleža, niti ne vem, če bi to bilo v redu, ampak enostavno, da se iz tega vira, iz katerega se potem financirate, tudi dalo veliko več pridobiti, ne? Jaz približno imam idejo, kako bi se dalo to narediti, ampak ta zadeva je vezana tudi na druge sektorje, zlasti finančne, pa igre na srečo in podobno. V preteklosti smo imeli dokaj zaprt sistem invalidskih organizacij, v kateri se invalidi združujejo. V tretjem delu razprave sta kandidata podala svoje oceni glede vloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in uresničevanja invalidske zakonodaje ter načeloma podprla tudi ustanovitev neodvisnega medresorskega organa, ki bi nadzoroval uresničevanje določil Konvencije o pravicah invalidov. Nacionalni svet je zagotovo odigral svojo vlogo in je tudi dobro uspešno igra. Tu ni nobenega dvoma, je postal pravi partner in zastopnik interesov invalidov v Sloveniji. Kar se bo tiče drugega vprašanja, ali smo nekako zavezani k temu, da bi kot podpisniki Konvencije o pravicah invalidov tudi k ustanovitvi neodvisne agencije, nekaterih delovnih teles, pa sem seveda tu načelno stališče tako, da če smo že se obvezali s podpisom, moramo tudi obveze iz konvencije spoštovati. Točno sam ne vem, kakšne so rešitve v drugih državah, si pa predstavljam, da bi eno tako neodvisno telo, vsaj eno Slovenija lahko imela, zagotovo bi izboljšalo ali pa vsaj bi bil to en prispevek k utrditvi položaja invalidov v družbi.
predvsem pa, če smo že... Imamo pa v mislih seveda, da predsednik republike in pa Evropski. Tudi sam menim, da bi, če smo že sprejeli zakon, tako manj zimi, da ga pač potrebno implementirati. Tukaj dilem ni. Vsak, ki spoštuje pravno državo, seveda mora tudi spoštovati vse, kar iz zakona izhaja. Tako da sem tudi jaz za to, da se spostavi zakonito stanje. Če manjkajo podzakonski akti in druge stvari, je pač treba vzpostaviti to. Tudi jaz sem včeraj bral vlogo nacionalnega sveta v povezavi bila tudi zakonodajna. Mislim, da imamo prav na področju invalidske samoorganiziranosti najbolje organizirano civilno družbo. Nasploh, to velja za organizacije individualno in to velja za nacionalni svet. Seveda, jaz spremljam delo nacionalnega. Da država seveda ima načelno pozitivni odnos, ampak ta pozitivni odnos je težko prevesti v vse konkretne situacije in pravočasno poskrbeti za reševanje konkretnih problemov. Zaradi tega je prav, da se institucionalno država v tem pogledu razvije naprej. Jaz bi bil za to, da se vendarle me veseli, da je dr. Zver tudi tega mnenja, da bi prepričali vlado, da bi napravila nek medresorski organ. Mislim, da bi bila važna kvaliteta tajega organa, njegova medresorska sestava, da to ni prepuščeno samo recimo zdravstvu ali pa samo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ampak da je tu vsekakor tudi Ministrstvo za finance, da je tudi Ministrstvo za upravo, recimo. Da so resorji dovolj dobro zastopani in da je zastopan seveda nacionalni svet in da bi bile zastopane tudi kakšne druge institucije, ki imajo neko specifično pomembnost v tem kontekstu. Skratka, da ne bo predolgo. Od bodočega predsednika Republike Slovenije seveda pričakujemo, da bo ustvarjal pozitivno družbeno vzdušje v Sloveniji do invalidov. To pomeni, da bo naša država še naprej imela prijazen odnos do invalidov in da bo še naprej v okviru materialnih možnosti sprejemala razne ukrepe pozitivne diskriminacije, ki so potrebni za to, da sploh lahko invalidi uveljavljamo enakopravno vlogo državljanov v javnem in zasebnem življenju. Specifično pa seveda pričakujemo podporo, da namenska javna sredstva, ki so oblikovana v FIH-u, ostanejo še naprej namenjene za potrebe invalidov,